Gospod Peter, vi ste tudi delovodja. Tako je, ja. Dajte mi povedati malo o hierarhiji v gradbeništvu. Vi ste delovodja, poleg vas. Poleg mene imaju še 2 delovodje, potem imamo šefa gradbišča, imamo direktora projekta. To je naša ekipa koja vodi ta objekt. Objekt je začeo delati se oktobra lanjsko leto sa iskopom. Iskop traje jedno 3 mjeseca približno, ne. Potem se štartao sa gradnjom, ne. Gradnja bo trajala sa grubim delom do novembra letos, ne. Torej, groba gradnja, osnovna gradnja, traje eno leto. Takav objekt kot je ta, ne. V enem letu se recimo podizvajalci menjajo? Ja, podizvajalci po različnih fazah? Ja, istočasno lahko eni podizvajalci štartaju, recimo fasadne elemente polagaju, predelne stijene, kupalnice. Na gradbišču, kjer se nahajamo, dela naenkrat 160 delavcev. Na manjših gradbiščih jih dela 20. A to je veliko novih hiš na tem koncu? Ja, precej se gradi v zadnjem času. Ja. Silva, povejte, v teh norih časih, ko je vse tako instantno in treba hitro upraviti, se je tudi gradnja hiš tako malo spremenila? Je treba danes graditi hitreje, mudi se, vedno se mudi v teh časih? Seveda. Naglica je vse posod, tudi pri gradnji. Samo pri klasični gradnji, kot je ta hiša, pri katero zdaj stojimo, kjer smo naredili temeljno ploščo, neka naglica odpade, zato ker so potrebne faze dela, sušenja in če hočeš imeti klasično hišo, potem moraš iti za kup, da boš porabil več časa in da to ni montažna gradnja, ampak klasična hiša po vseh zakonih, ki so jo gradili včasih z opeke in tako v tem smislu. Vi si lepo vzamete si čas. Ampak mi si ga ne vzamemo, ker mi moramo biti čim gotovi, seveda. No, zdaj stojiva že... Ker je to finančno povezano. Seveda, pritisk sodobne družbe. Ampak sedaj stojiva pred eno, lahko rečemo že kar, to bo ena poštena družinska hiša. Tako, to bo prav družinska hiša, se stojima trenutno, tako če pogledamo, trenutno smo pred garažo, tako da je lahko tako malo orientiramo, da je to zdaj že v tej fazi, jaz več ne morem zmišljati, da bi recimo imela kakšno večjo spalnico ali pa garažo, malo drugače? V glavnem se naj ne bi odstopala od načrta. Zdaj, če dama, to je v naravi, je ta stavba tako stoji in zdaj smo mi na tem mestu, tu je zdaj garaža, pod garažo, to bo klet in zdaj, če se potem, določene spremembe se da vedno narediti, ampak zaželeno je čim manj seveda. Je pa vedno dogovor in potem s projektantom, da se te stvari na novo uredijo. Do katere faze ste vi šef na gradbišču? Mi ponavadi zaključimo streho, da pokrijemo streho, da je potem stavba zaključena, zaščitena pred vremenskimi vplivi in da prezimi potem brez okna in vrat, da se v redu presuši in potem spomladi ponavadi nadaljujemo z deli. Obrtniki in pa seveda tudi mi. Vi ste že iz družine mojstrov? Tako, mi smo že stara gradbena družina, bom rekel, in nadaljujemo to tradicijo in smo v tem doma in uživamo v svojem delu, enostavno povedano. Gremo še tja čez pogledati, kar tule v bližnjici, ne? To pa ne bo dobro. A ne? To bi pa zdaj vas mogel skoraj potem reči. Pa greva takole. Beton je hudo sveži. Aha, dobro. Tako da bomo reči šla okrog, bo bolj pametno. Povejte mi, kakvi so pogoji, kjer more recimo vreme prestopiti mejo, ker delavci recimo tule na strehi ne morejo več delati? Ja, če slučajno tako nevreme, dež prevelik, da se res ne da delati, potem prenehamo. Gremo spodaj, gdje se lahko dela, recimo drugi del.
kleti, v drugim prostorima, ki je že plošča gore. Ne. Koliko ur traja delovnik? Delovnik je od 7 do 3, to je 8 ur, zdaj je odvisno od potrebe, kakšne so potrebe. Ako je potrebno, da delamo duže, potem postane ena ekipa određena. To je recimo betonirci, zidarska dela, ne. Uglavnom 8 do 10 ur se dela, ne. Zidar, ki poklic ne bo nikoli zamrl, je zelo devstaren in iskan v gradbeništvu. To pomeni, da od davnih časov, ko se stavbe zidale na klasičen način, se danes zidajo na sodoben način, se tudi ta poklic sodobno spreminja in nekako razvija, tako da smo prišli v čas moderne tehnologije in novih materialov. Tudi ta poklic je zdaj se razvijal na 3 nivoja zidarja, tako da imamo zidar za zidanje in umetavanje ena kategorija, potem je zidar za nizke gradnje druga in zidar betonirci je tretja. Tako da je paleta teh opravil, ki je zidar, zelo široka in perspektiva tako rekoč ni nič ogrožena.